Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole je 184. epizoda Apparatusa, z mano je govoril Uroš Žuraj, ki zase skromno pravi, da snema. Boste pošlisali točno kaj vse, pa na koncu menjava en video, sem to bom rekel, teaser se temu reče. Naprej začnemo, ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus. Tokrat pa hvala Davidu Vidmarju, ki je na eni točki kupil podpri.si domeno in jo usmeril na to mojo podstran, kjer se da podpirati, tako da zdaj lahko greste na podpri.si, presežen da dela, hvala David, in pa res ful hvala vsem, ki podpirate, ker brez vas se tega res ne bi več šel, tako da ful hvala. In pa hvala vsem, ki ste se že naročili na moj newsletter, to je pa Apparatus.si pošiljnica pismo. Vedno več vas je, tako da me je vedno bolj strah, kaj točno bom tam not napisal, ker zdaj je že pritisk se temu reče. Tako da to je to, kar se intro tiče, zdaj pa Uroš. Tako da, moje prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Uroš Žuraj, ime pa Prink, pa pač snemam. Snemam. Okay, ne moreš reči, sam snemaš. Ne, ker vsi so neki videografer, cinematografer, pa sploh v kinu še nič niso predvajali, pa pač meni pa tako, snemam pač. Snemaš. Snemam, pritisnem gumb za kamero, pa snemam pač. In to je tako simpel in hvala lepa, ki si prišel. Ja, po eni strani je zelo simpel stvar, tako pač. Ja. Je pa pač po drugi strani pa imaš kako povsod nadrejene klijente, karkoli, ki pač niso simpel. Se lahko, pogreva lahko clients from hell ali pa nekaj, pač anonimno seveda. Ja. Ampak ne, dej, že spet moj geneza vprašanje, kakšno šolo imaš ti narejeno? Kaj imaš narejeno? Do kje si prišel? Moja mama ni vesela. Ja, kot pri večini kreativcev, ki jih tudi jaz poznam. Ja, sej zato. Za srednjo imam končano, gimnazija, Vegova, tehniška gimnazija, kao računalništvo, ampak sem zelo slab po temu. Tudi na maturi je bilo to najslabša ocena, pa bi mogli biti kao ful dobri, pa ni šlo. Pa sem pa kulturologijo študiral. Mislim, 2 let strojno, pa sem šel pa, to ni bilo zame, pa sem šel kulturologijo na FDV. Zelo zanimiv študij drugače, meni zelo všeč, ampak pred diplomo. Kot večina pač. Mislim, da 2 izpita pa diploma. A ti jaz prav eno teksija. Ja, čist. Come on. Ja, zdaj to... A ti dam telefon od moje mame, pa se bo ta vidva. Ne, nočem biti. Bo ta jamra. Ne, nočem biti ta model, ampak je tako, jaz tako, se mi zdi, unika imajo vsaj en letnik, 2, recimo, imajo boljši case, da reče, točno to. Jaz nimam izgovora, ampak tako pač je. Čak, prvo pa strojno, a pa to je bila ta Vegova strojna. To je bilo, pa še takrat sem imel, drugače mi je šlo kar v redu v srednji šoli, ampak zadnji letnik se meni malo več ni dal. In pa je bila še ta neka jesenska matura v igri, pa pol opcije. Pa se mi je bila še na začetku ful strojno všeč, pa to sam, pa sem pa v impro padel ful, pa to gledališče, pa slikati sem že ful začel fotkati, pa tako. Pa je bilo pa, to preveč časa vzame. Dajmo nekaj bolj zanimivega najdeti. Ja, kulturologija. Ja. Okay, fair. To je v bistvu filofaks na FDV-ju, ne? Ja, nekaj tazga, mislim, tako tak nek splošen pogled na psihologijo, na razne te študije, pač tako dost tak splošen pogled z vseh kotov. A veš, kje radva izpita ti še manjkata? A jih znaš povedati? To ni popolnoma irelevantno vprašanje, me res zanima. Mislim, da je neki zgodovina slovenske kulture, neki, vem, da sem mogel neki s temi muzeji pa to delati. Pa še neka politika kulture v Sloveniji, neki te fore imam. To mislim, da mi manjka. Okay. A pa veš, da greš lahko to delati? Ja, sem bil v Boloncu, sem padel v Boloncu, da sem kao safe, ampak pač... Odvisno za koliko časa, pa še mogo pa nekaj diferencijal. Okay, ne, tako je res. Jaz sem isto 4 leta vlekel, ne. Jaz sem imel pa vse narejen, pa 4 leta nisem diplome naredil, ne. In je trajal pol... še 4 leta, da pozabiš, da si jo naredil. No? Da si pomerjan s tem, da ni več tam nekje zunaj. Ne? Ja, jaz sem že kar pomerjan. Si pomerjan, no, razen občasni obiski pri starših, ko spomnejo te, kaj ti manjka v življenju. No, prej si rekel, da si fotkal, ne? Ja. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu najprej me je fotografija bolj zanimala, pa smo pač ful v temu delali. Bili smo takrat 4-5 nas je bilo, isti letnik približen, pa smo pač malo tako si pomagali, pa to, pa smo tudi tako že neke reklamce, pa take stvari delali, pa to. Jaz sem večinoma asistiral, ker mi je bilo tako, pač jaz sem vedno bil jaz bom počasto napredoval, ne rabim jaz nekaj hitet, jaz se bom pač učil od vseh in
Kaj pa pomeni, da asistiraš? To je pol asistent fotografa? Ne, kaj je to? Ja, asistent fotografa. To še zdaj v bistvu tujcem tukaj v Sloveniji, ki pridejo reklame delati, na vsake toliko malo asistiram. Pač to luč mu postavljaš, nosiš mu stvari. Tako v bistvu razmišljaš en korak pred njem, si kaj bo on rabil, pač kaj on čisto fokusira na fotko in pač to pol pede. Da je lahko fokusiran na fotko. Ja, dobesedno, ja. Pri komu si pa delo pol? To zdaj ne da name drobaš, sem tako. Ne, veliko sem delal z Aljošo Reboljem, še zdaj sva ful kolega, pa to, tako da imam tudi ključ od studija, recimo, če kdaj rabim, pa tako pač. Z njem sem največ delal. Pa komu sem pa še od slovenskih? Vsi so še neki v tujino, tako da. Klasičen stavek. S čim si pa začel slikati? Kdaj je bilo to? To je bilo konc srednje šole, jaz se spomnim pri angleščini. Jaz sem imel delovni zvezek od brata in sem vse rešen in mi ni bilo treba nič delati. Pa angleščina mi je šla vedno dobro in pa sem imel ful časa pri angleščini v srednji šoli. In jaz sem polkrat tam malo hodil po razredu, po fotku, pa to, ko smo imeli nek fotkič doma, analogen, malo bolj zajeban, tak. In sem se s tistim ful igral. Malo bolj zajeban pomeni, da si lahko 4 stvari nastavil. Pač. Ja, pa objektiv si lahko zamenil. Aha, to je že veliko. Mi je dal neke objektive še, pa tako, ko sem imel malo. Pač ni nič blazen fotograf, tako bil malo boljši. Pa sem pa dosti hiter prek študentskega dela zaslužil, pa sem si kupil enega digitalca, tam malega Canona čist. To je bilo, vem, da je šlo na kartico tako 20 fotk, pač manjka film, v bistvu. Pa to neka ljubezen, pa prek impra, ko so bili vsi ti kreativci, pižama, slonica, adeš pa to, pa smo pa vedno kaj ušpičali. Pa v času video padel. A pa pri slikanju, to, kar vedno zdaj sprašujem, ker zdaj sem že dejansko imel fotografe, kle, definitivno nisem fotograf. Okay, ampak ne, se mi zdi, jaz imam tako, zdaj še bolj sem razmišljal, odkar sem imel pač ljudi, ki so ali snemali ali pa slikali. Tako malo sem jezen na sebe, da nikoli se nisem s tem ukvarjal. Vesel bod. Ampak ne zares ukvarjal, sem tako, da bi bolj štekel. A veš, koliko ste vi, kaj tebe to, ki je prišlo iz te neke ljubezni, jaz bi pa fotkal, to me tako nič ni zanimalo. A veš? To mogoče, ja. A veš, pol točno veš, kaj šater pomeni. A veš, te stvari so ti jasne, ne? Meni je bilo še recimo ful dobro, tako malo strojno, pa ta tehniška srednja šola, ker sem pač tudi fizikalno razumel, zakaj gre kam nekaj. Recimo zaslonka, zakaj če je bolj zaprta, zakaj je več v fokusu, tako, pa mi je bilo tako, pač korak spredi sem. Veš, to meni manjka, ne? Zdaj, ko imam pa otroka, ne? Sem si pa kupil proper fotoaparat, ker je res ful dober fotoaparat, sam mi je trotala, ne? Ta RX 100 od Sonya, ker je sevski fotoaparat, ne? Ampak Fujija bi mogel kupiti, če bi hotel delati. Kaj je X-T1 ali kaj? Ja, ali pa 100 ali pa X-T3 pa tako. Ja. Pa dober, samo to je moja osebno. Zdaj se ne boš, jaz pa pol ne vem, kaj to pomeni v resnici. Ne, ampak tako pa sem pa jezen, ker sem v bistvu non-stop na tomatki in sem un model, a veš? Ja. In pa včasih mi tako nekih 5 slik naredi, da lahko eno zberem in sem skoj ne vem, zakaj to delaš. Sam da eno sliko naredim, tako bo okej. Če bi pa kao razumel stvari, pa bi pa naredil 100 slik, pa ti nobena ne bila všeč. Okay. Jaz sem bil tako, spomnim se, ker sem na film še malo več delal, da je bilo tako, če sem na filmu imel 2 dobre fotke, sem bil ful zadovoljen. Ja, razumem, ja, mogoče. Pa tam ni bilo treba nekih Instagram filtrov, če zdaj, ko so že bili, ker je bil film v bistvu že tako. Ampak tako, kako si pa pol, ker si šel pač iz filma, pa to digitalca, pa si tudi obdeloval že takoj stvari na kompu? Ja, takrat je že te neki prvi, Photoshopi so že bili, pa to. Prijem so digitalcih nam pršali, že Photoshop. Če se Photoshop je v resnici ful star. Tako da, pa ne vem, kaj so bili še neke Picasso, neki zaston od Google, pa to se spomnim. Tako da to smo bolj uporabljali. Pa sem si že enega DSLR-ja, onga 300D kupil, ki je bil prvi tak dostopen DSLR. S tistim vem, da sem ortobar preslikal, šterko preslikal. Pa zdaj, ko se folk pritožuje, to ni dosti občutljiv v temi, pa neki, tam ni bilo nič. Mislim, to si pač res v ortobaru 2 rdeče luči, pa si še zmeraj delal fotke. Zdaj se da ful več, ampak pač kaj si navajam, pa tudi standard se malo viša. Se to, ampak dejansko to je ful tema, zdaj mi ratala, kadarkoli z vami govorim, ki karkoli delate. Ne. Je res ta low light, ne, ta te teme, pa to. Moj fotor ima nekega Nikona, nek DSLR-ma, ne. In je zanč vam privlekel, ne. In tako z objektivi, tako proper, ne vem kva, ampak že sam je un LCD na zadnji strani, ki ga vidiš. Hočeš jokati, slabo to. Ampak zgleda pa proper fotoaparat. In bolj si tudi tako rečeš, kakšen je to res senzor. Pač kakšen je. Tudi vem, da je bil, recimo, Aljoša je imel enega tega hudega, 1D.
pač studijski, mislim, še zdaj hude fotke dela ta fotograf, ampak kunca slon zadnji, pač ne moreš gledati. Ja, ne moreš, ne, narobe je. Ja, to ga postara. Ja. Da je kada bil katodni TV v zadnji, tako je. Točno to imaš ni resolucije, ne veš, a si v fokusu ali nisi, a so barve, niso. Tako da je bilo pa to vse kavšer. Ja, to je, ker meni to, se mi zdi, da ta napredek, zame, ker nič ne vem, ne. Mi je bilo zmerno tako, zdaj pa že snemajo na fotoaparate, veš, pa nikoli nisem zares razumel, kaj to pomeni, ne. Ampak pa sem pa videl pač par teh umestnih korakov, ki so bili, ne, veš, kot prvi digitalci, ki imaš v roki, pa pol ta DSLR, recimo, pa zdaj, kar je dobrega, ne, pa zdaj že telefoni, kva znajo, res, ne. Ja, ampak noro je, ker to ni 45 let nazaj. Ja, ne, to je 10, okoli 10, mogoče malo več let, kar sem s to imel. Nekdaj sem kupil, mogel bi pogledati, 300 da vam pržil. Ampak pa si kaj Canon človek, karkoli to pomeni? To pomeni? Ja, mislim, še zmeraj sem bolj navajen, tako, če pač fotoaparat v roke vzamem, Canon mi je bolj pač meni pa to, drugače pa isti šmoren, karkoli vzamem. Ja. Čeprav meni se mi zdi, da so kar big deal, no, tako. Pa unga, ki jih personijo dela, bi jaz zdavil, ampak to je druga zgodba. Zakaj so meni big deal, če imaš vse na avtomatki? Ne, jaz sem tako za folka slika, jaz to v bistvu ful štekam, ker prvo sem mislil, so vseeno, v bistvu že najdeš, ne, ampak si enkrat navajen, pa ki si hiter v enih meni, to je veliko. To v bistvu zaradi tega ostaneš na svetu. Jaz sem tako, tudi objektive, sploh, ko začneš v fotografiji, dosti hiter tudi menaš, ker pač napreduješ in hočeš imeti boljši objektiv in pol že nekaj zaslužiš, si lahko prvo še božga. Tako da vmes bi komod zamenil prešalto na drug sistem. Pa je pač, to je neka navaja. Slepo veš, tako nekam pritisati. Pa kaj pričakovati od slike malo, ker recimo vedno bilo, da Canon je malo bolj ene barve, Nikon ima malo bolj druge barve senzor, tudi pol par kamerah je isto par teh velikih. Tako da pol je bolj navada, no, ne vprašaš. Pa se na to se mi zdi, da vsi proizvajalci računajo. Ja. Vsi računajo to, da se enkrat njihov je pač... Ali pa če imaš že eno baterijo odprej, wow. Ok, sem fair, ja, v bistvu, ja. Ampak tako prej, ki si rekel, ne, veš, zakaj je personijo, zakaj bi unga zadal, ker sta za formatirati SD kartico, pa za zbirati, za deliti slike, ne. V bistvu imaš dedicated button za delete, v menijih imaš pa delete in format, pa čisto različnih menijih. Nikoli ne vem, kamor, jaz pa hočem zmerno formatirati, ker sem dosti vesten, da jih dol spravljam. God damn it. Ne, to je še vedno te meniji, kaj nekaj hočeš najti, ne najdeš. To so, resmo, to sem pa ful razmišljal, pri telefonih so zdaj tako naredili, da posrčaš menije. Ja, zdaj že lahko napišeš sign, pa ti bo najdel znake na slikah, pa tako že noro je. Ja, se to je. Ampak ampak ne, greva prvo za fotke, pa greva na video, tako bi se več ali manj video, več pogovarjal, ampak vseeno. Kakšno imaš pa ti in to zdaj sem si pa prav napisal, zdaj sem Menartovi težil, Premikovi sem težil, kakšna je pa tvoja backup strategija, Uroš? Backup? Ja, kaj slikaš, kaj snemaš, kam shranjuješ in kako zagotoviš, da stvari ne zgubiš. Sam še na telefon, pa na cloud, pa na Instagram, to je to. Okay, se to, ampak cloud je, ampak res, kako, imaš več kopij, a ekstra kopiraš, a imaš nek cloud backup ali kaj, ali upaš na najboljš? Upam na najboljš cloud backup. Ok, cloud backup je veliko. Ja, iCloud, iPhone. Ja. Pač plačal si ga, sklepam, da si ga plačal. Po moje tako 1-2 tedna nazaj, ker mi je ful dolg javljal, da je polno. Pa sem bil tako, no, pač. Ja, pa imam zdaj mal mir. Pač. Ne, vse so obotni, premal dajo. Oni zastonski je res premal dajo. Pač. Ja. Mislim, se ful je smešen, ker pač, kaj je za tih, ne vem, koliko je par $, na mesec. Ja, pa ne vem, pa mislim, da 2. Ja, nekaj smešna cena. Ja. Pa če mislim na let, koliko dan to $1 nič, tako pa grem pač, ker pa nekaj zdaj za kamero kupujem, ker pa kabel tako $200, pač, ne, pa ker crkujejo skozi, ker jih tam pač po terenu mečeš, pa tako mislim. Ja, tako pol malo hecen, tako, ampak še zmer za $2 ti je pa tako pist. Ja, se isto je z appi. Ja, isto je z appi. Veš, en app, ki bi ti res pomagal, stane €3, pa je tako, ne. To je pa denar. Če pa sploh vsak mesec €3, to je pa sploh ne bom. Ja, to je res neka depra današnjega časa, da je pač mora biti vse ali džabe ali pa razen točno tako. No, zdaj, kako smo pol prešali to na video, recimo? Je, tako, pa skozi pol letek je bilo pač sploh ta kud scena, pač pa sem v bistvu nekako ratu hišni snemalec od Slovni Sadeža za videospote pa to. Ja. In vedno sem bil tam in pol je bilo vedno, si ti neki to fotkaš, snemaš, pa boš ti to pač. Tako, in pol smo tam ful snemali, vem, da smo za impro predstavo smo tako skoraj celo večerca posneli, ker ne vem, kje je, če sploh še obstaja, kje je, ker smo enkrat predvajali na eni predstavi in to je bilo to. Pa tako, vedno to nekaj snemal, pa smo pa še s kolegi koncerte organizirali, sem pomagal jim zraven, Tonica Hunek, pa Jani Črne, pa to.
In na enem koncertu, mislim, da je bil Eagles of Death Metal, če se prav spomnim, je prišel ta MTV Adria snemat in je bilo tako, da rabijo snemalca in se pač, mislim, da Jani takrat obrnil, ja, se on snema. In pa sem začel za MTV delati, pač tako snemalcem rado, pač tako, kamere pa to sem vedno poznal, pa to, in pa sem tam delal, tisti bil en boljših plačanih študentskih del, kar sem jih imel. Takrat so še oni, takrat se pravi, ki je Adria prišla, ne, se mi zdi, da je bil, tako MTV je še neki bil. Ja. Ne. So še mislili, da se ne bo internet jim zgodil, no? Tako se mi zdi. To pa ja, pa še kle v regiji je pa sploh bilo to tako. Zdaj smo pa svojega dobili. Headquarter je bil takrat v Ljubljani. Jaz sem prvi. A ni bila modra hiša to? Ne, odzad, sploh ne vem, če ti še obstaja, ampak jaz sem bil za Litostrojem odzad, tam neke pisarne so bile. Prav, mogo si na Litostroj, še ni bilo one ceste zadnji, kaj je zdaj, ampak je bilo tako na Litostroj na rampo zmogli, da so ti odprli, da šel pol noter. Jaz nisem bil čisto od začetka, tam sem malo kasneje pol prišel, v bistvu mal propad tega slovenskega MTV. Mislim, da so pol malo selili po kakšnem pol leta ali pa leto so selili, mislim, da v Srbijo. Ampak jaz sem takrat full door deal. Imel smo neko pogodbo, da sem plačan na mesec, kao da delam 50-60 ur, kao teh nekih prispevkov po terenu, na koncu ne vem, če sem jih tako 12 na mesec naredil. Pač dubo sem plačan, pač tako žur je bil še zmer. Pač. Ampak kaj, pa si snemu, kaj tiske so okoli hodili? Ja, pa koncerte, pa neke te oddajce z terena, pa to recimo z Ivanom Šaričem, hrvaškim stand-uperjem sem delal, to se spomnim, pa tako. Pa sem pa tudi na RTV-ju nekaj časa delal, tretji program, pa Studio 3, ali kam oni, ki so bili te politične, ta scena. Sam da sem bil na, ko so že te neke nedeljsko, nekaj sobotno, neke oddaje so bile. Da sem videl, da si bil čisto. Ja, ne, malo se moram tako, že kar nazaj, no, pa tudi, vem, da sem to nekaj tam snemal po terenu, večinoma itak. Pa je pač to prešlo neke te videospote, pa zasloni sadež neke te reklamce, pa to smo skozi skrbeli, ker smo kolegi. Pa je pa to pač prehajalo vedno več, pa sem pa vmes skočil malo na Novo Zelandijo živeti, pa sem tam rekel malo probu, tam je pa kar zalaufal filmi, pa kratki filmi, pa to sem bil focus puller, pa tako. Pa tudi neke videospote za boljše te glasbenike. Kaj da bo men, zdaj pa lahko ne dropaš, kaj da bo men. Mislim, tle noben ne bo poznal. Pač. Ja. A si za Silverchair delal, niso oni, vsi Avstralci. To je edina stvar, ki vem. Tiki Tani je en tak, kar znan, da je tudi producer, posobli, te imena mi res očitno ne grejo. Ampak neke te drum and bass bendi so, ampak so tudi tako, pač po svetu med drum and bass bendi. Okay. Sem delal to. To všeč mi je, da si šel več tako, da neko boben bass folk. Ja. To je vedno pri boben bassu, ampak v boben basu so pa to je pa to. Ja, ampak to je bilo, ker sem hodil po svetu in pol tako, smo se pogovarjali in pol, ja, to poznamo, ja, to. Tako, wow. Meni bo tudi drum and bass na eni točki mi bo dosti všeč, to je res, jaz sem z muziko zelo slab odnos, ampak se mi zdi, da to je bila pa tukaj ena taka zaprta, samo to, unike so bili v tem, so bili samo v tem. Ja, to ni haos, ne, ti se prepočas. Exactly, ja. Tako pač, ja, res. To pa neke te kratke filme, par sem delal nekih študentskih, pol enega celo večer sem še tam, pač to sem bil focus puller, first assist, pa to. Okay, pa to mene zanima. Okay, focus puller, res vem, kaj je pač unka v striji, ki je zraven kamermana v resnici, pač to delaš. Ampak kaj je pa pol ta prvi asistent, drugi asistent, pa imaš pa A, pa B, pa to. Kaj to pomeni? Jaz to nič ne razumem. Pač ti imaš... Ja. No, daj, ker greja, če res to vem, da je neumeno. Najlažje to, ja. Ti imaš režiserja, to je unka, pa to je Steven Spielberg, ki sam pač govori, ta kadar bomo ti už to povedal, bla, pač, ko ima on idejo, mislim pač, kako bo zgledal, pa imaš ponovadi pač direktor fotografije, DP, kakorkoli že. On je pač prenese to vizijo na sliko, pač kakšne bojo leče, kako bo slika izgledala, pa te stvari. Pol pa zdaj odvisen, koliko je velik budžet, pa to, ama on svojega pač švenkarja, kamermana, ki pač kamero upravlja, ker smo te neke velike DP, pač se sploh kamere ne dotaknejo, pač oni sam govorijo, pa luč postavljajo, pa tako. Pa imaš pa pač kamermana, ki pač kamero upravlja, pa pač rec pritisne, pa švenka levo, desno, gor, dol, kar je treba. Pa imaš pa ponavadi je first assist, focus puller je ena oseba, on je pač odgovoren za vso opremo, pa snemal smo reče, ja, da je to lečo, hočem zdaj gor ta filter in on to pač pol v bistvu prelaga na drugega seta, da mu prinese, ker pač ni oprema nikoli čist zraven, je na vozičku tam nekje blizu in pol to skrb zamenja ta kartice, menjajo pa te stvari.
ta fokus puller je pač, fokus ima čez, ampak ker itak ta fokus je sam, kadar snemaš v bistvu več ali manj, ima pa še vlogo to, da pač kamera razpredena. Da pač vse laufa, da so baterije. Mislim, on je odgovoren ful za opremo. Ja. Kar ni majhna reč, v resnici. Ne, v bistvu je, polmač pa še, ko se snema, ker pač vsi ostali kao počivajo, mislim, pač čakajo, on mora biti pa še ful skoncentriran in še loviti fokus. Okay, ampak to, kar loviš fokus, kako to jaz si to znam nekako, mislim, sem že slišal, vem, ampak kako to, ti lahko tam veliko zajebaš, jaz ne znam drugače reči. Veš, kaj hočem, mislim, to je kar pomembno. Tako, no, zelo hipno je, ali ne. Mislim, ali veš, kva se bo to... Mislim, da je to... Ful je odvisen zdaj, kako se snema, na kakšen način. Če na stativu imaš ful mač lažje, ne? Ker pač ti veš, kje si ti, pa pol vidiš, koliko se približa oddalji. Unit, ki so hudi, sploh pač nauč delajo, vejo točen, koliko mora premakniti, pač naleči fokus, da bo pač kje bo ujel ga. Drugače pa mislim, ful je dober en dokumentarc Side by Side od Keanu Reeves ga je delal, pač produciral, je ful za pogled, ker je pač cela debata je film proti digital. Digitalu, se spomnim tega. In je ful dobro noter, ker pač tako govorijo v zdajšnjem času, ker je digital in ker pač ful take in takoj vidiš, to ni v fokusu, dajmo še enkrat, fokus puller je zajebo. Tako pač včasih so pa to mogli oni pač film poslati, razviti in pa so drug dan imeli daily, so pogledali in so zjutraj gledali in je bilo tako, v fokusu je, tako pač pol footage ni bilo, ni noben nič rekel, pa tam, kaj pa bilo pa vsi, kako je hud model, pač. Tako pač ful dobro to predstavijo noter, da pač zdaj to ful... Ampak se sprot vidne. Ampak zdaj imaš tudi tako ful pripomočko, pač imaš neke pikinge, ki ti označujejo po sliki, kaj naj bi bilo v fokusu, pa ti pomaga pač ujetva to. Je pa ful prakse, no, jaz sem pač to počnem tudi, ampak ne na nekem ful profesionalnem nivoju, zdaj da bi bil pač suveren, ampak je tak, zanimiva pozicija. Ker se mi zdi tako še vedno, mislim, ful moraš biti, ne vem, kdo je bolj v momentu, ne vem, kdo je bolj gledal vse. Se mi zdi, da najbolj stresen se mi to sliši. No, se mi zdi, da kamerman se mi zdi še zmeraj, če nima zdaj handhelda, tako da res v rok drži, je neki postavil, ve prembližen kam bo šel. Tudi na handheldu, kakor se on mal premika, pa če lahko to artistično kakorkoli že vzameš. To je res, to je res. On bi mogel res cel kader faliti, da tako ful zajel. Fokus puller pa tudi slišiš, recimo zdaj na reklamah sploh, kaj je pač 2-3 dni pa se ful dela te velike reklame, ki se pri nas dosti delajo za tujce. Pač takoj slišiš, ni v fokusu, pač se že kdo zadere, ali pa kaj, mislim, pač je ful pressure na teh ljudeh, ki to delajo. Valjda. Pač in tle res pol izkušnje pride. No, ne, ampak kaj je to tako, se mi zdi, da če ne dela, če ni ankoli tega nič ne delaš, in jaz sem bil dosti isti, nekako misliš, vse to razumeš, da mora biti režiser, da mora en kamera premikati, da tudi leče je treba zbrati, da je treba osvetliti, da pa kamera ne ve, kaj mora biti v fokusu, sem pa tudi jaz bil tako, sem res, se to ni samo imel, da je dejansko, in je pol en šelebajzerček tam, urožuraj, z 2 gumbi, jaz ne vem, kva pritiskaš, razumeš. Tak knop imaš, ki pritiskaš. Se to je. Ne, je to dosti noro, no. Tako, mislim, najlažje je to tako razložiti, da pač kamera, ti naštimaš kje, recimo avtomatka na kakšnih teh trotelcah pa to, ti naštimaš kje ne bi, pač tisto, kar bi bilo, samo če se bo subjekt umaknil, bo šlo odzad na smreko, ker on ne ve, kaj je zdaj človek, zdaj ima že full face detection. Moj ima že face detection, jaz sem Sonyu povedal, to je moja faca. Kaj pa, če se bo obrnil, kaj pa, če bo še en draven, poskakal, pa tudi skoč full preveč, mislim, še zmeraj tako elektronsko, full skoč preveč ta fokus. Pa si kdaj zajel tako, da je bilo awkward, mislim, kako to zgleda? Mislim, pač rečeš, ni bilo v fokusu, gremo še enkrat, mislim, načeloma vsi so pol, itak, vsi si zajel, ampak moramo še enkrat narediti, ne pač, če ni pač. Ne, zakaj Nova Zelandija? Jaz sem šel takrat, nek čuden trip je prišel, mislim, šel sem potvati po Pacifiku za 4 mesece, zato ker nisem vedel, a si kupil kajto premo, a se šel nekam naučiti kajtati. In pa je bilo tako, pač za to gnarja, ki bi dal jaz za kajto premo, pač novo, pa se mogel še sam klenik je zdaj na Jadranu učiti. Bi lahko nekam šel, pa pač tam en teden se učil. In pa sem malo to kajto, še zmeraj sem tako malo kolebal, pa sem gledal malo to kajto premo in sem pač najdel nek video promo za eno od teh brandov in sem bil tako, jaz hočem iti, kje je bilo to posnet in pač je bilo to na Novi Kaledoniji, ki je sred Pacifika, pa full drag otok, jaz tega nisem vedel. In pa pač imel sem ta nek cajt, pa denar, pač pa sem tako rekel, pa itak skozi full rad potujem. Pa sem rekel, grem jaz zdaj, pač pa najboljše bilo, da sem najprej letel na Novo Zelandijo, pa pol Fidži, pa pol Nova Kaledonija, pa naprej. In sem bil pač na Novi Zelandiji, spoznal par cool ljudi
In pa sem prišel dan po unih 4 mesecih in so jih začeli prvič tala te vize, holiday working visa za 1 let, do 30 si mogel biti. To, kar zdaj ful Slovencev, zdaj grejo pa je tako v 3 minutah ali koliko te vize, ker pač jih da enkrat na let 100 ven. Aha, in tako razgrabijo. Takrat noben ni vedel, da to obstaja, kogarkoli sem klical, kamorkoli, bilo tako, kaj, ne vem, pač jaz sem to najdel na netu. Mislim, da sem tako moje prvih 5, če ne celo prvi, ker sem to dobil. Okay. Zelo, čist na začetku in pa sem bil tako, to vizo sem imel, pač mogel sem v roku 1 leta iti tja, pa sem bil tako, vse mogoče pa nam šel, kva pa bo, pa naenkrat odpadlo odločitev, zakaj pa ne. Ja. In pa sem šel dol, nisem poznal nobenega v biznisu teh snemalnih zadev, mislim pač tako. In kako pa to zgleda tam, mislim, kaj spolno, mislim, kaj, pač pozdravljeni, jaz sem vprašal. Ne, pač malo po netu brskaš, pa to, pa najdeš kakšne oglase, pa to, in pa sem tudi z enim, ki sva zdaj ful kolega, sva ful začela pa skup delati, pa dol je to ful bolj popedena, no, dol imaš tudi tako, pač agencijo varianta, Film Cruise, ki se ti not včlanaš, in oni napišejo, kaj ti vse znaš, in pol njih produkcije kličejo, kar rabijo, rabimo tega pa tega, to pa to pozicijo, pač, od vseh teh, ki so jih prenaštela. In pač glede na budžet, pol jim te predlagajo, koga poklicati. In pač če sem se tam včlanil, plačaš neko članarino, ampak sem dobil par hudih jobov prek tega, in pol, ker enkrat padeš not, te pa že poznajo in te kličejo. Že direktno. Ja. In pač ful je bolj poštiman. Pa malo sem imel ful sreče, da so takrat snimali Hobita. Že sem gledal, že to... Moj naslednji presežem te veta, ne, ali karkoli. Sorry, boj. Oni so snimali Hobita in pač res pol Nove Zelandije delali na Hobitu dobesedno. In tudi moji kolegi dol, pač Nova Zelandija, en je delal, je bil location scouta in je bilo ful pomankanja drugega folka. In sem imel ful lukno, ker sem padel noter in sem lahko delal ful stvari. Pač. Sem tudi dosti dober film, sem delal pol ekstra 2 tedna, ko smo snemali, sem bil jaz First Assist Focus Puller, takrat sploh še nisem bil pač tako hud, da bi lahko to počel, ampak pač ni bilo. Ni bilo folka. Ja, in so pač kao, si cool pač. Kjer film? Housebound, mislim, da je bil. Okay. Nek model, ki se že od otroštva skriva med stenami bajt, pa v stenah noter, ker tam imajo te lesene stene pa, in pol pač kao, dober film, tako, pa ta novozelandska komedija dobra, je tako vmes noter upletena. In on pol pač ena misel, da jo nekdo lovi, on je hoče pač ubrant pred nekim morilcem, ki hoče prijeti noter. Pač, ampak če ta neka komedija vmes ful dober. Ok, fair point. Tudi dober review je imel. Kako pa tam pol gleda, tako na enega, ki je en Slovenc? Po imenu so mislili, po mojem, da sem kakšen Indic najprej, pač, ker niso vedeli, odkje je to. Pač. Drugače so pa ful odprti, ni panike. Ker to so tudi, oni so isto majhni, ne pa še Ja. Tako, če meni, kot folk reče, kako je Nova Zelandija, sej pač večja po površini, ampak mentalno pa vse je pa to mičkan večja od Slovenije. Pač. To tudi jaz sem že slišal, pač, da to nima veze z Avstralijo, v resnici nima veze z Avstralijo. Ne, samo podoben na glas. Ampak ni isti, to vem. Ful je razlika. Jaz včasih se pretvarjam, da ga slišim. Jaz sem kar že fluent v teh, tako da ni panike. Ne, res je razlika ful, tudi med sabo se ful, kako oni govorijo, pa tako pač za nekoga je pa tako isto. Pač. Ja, valjda. A pa zdaj si še tam, ne? Kolikor razumem dost? Ja, jaz sem skoraj vsak, zdaj že kar po moje 4 leta zapored, vmes ko sem prišel nazaj, nisem šel, 2-3 leta, zdaj pa vsako zimo, kar grem za kakšen mesec do kolegov. Na lepš, v resnici na ful lepš. Na toplo, no, predvsem na toplo. Pa zdaj je že to, pač, nekdo se bo poročil, 30-ka, pač te neke stvari in pol, pač itak, ok, pridem, ker ful težko iti, pa pač dol spim pri kolegih, pač, ki imajo vsi iz flete, bajte, pa pol to pač ful pocen. To je itak, to vse od tehta, se mi zdi, ne. Za spati je vse lažji. Pač, če bi mogel zdaj hotel pa avto skozi rentati, bi pač ne imel pač tega, da bi zdaj lahko šel dol. Je pa res, da dolgo letiš do kaj. Jaz sem zdaj že res kar navajen, ker zdajle sem letel kolikrat. 2krat v 14 dneh, tja pa nazaj, ker sem pač nazaj prišel. Zdaj so me začela kolena boleti. Sam rekel si to. Jaz sem malo manjši, pa znam si sedeže zbrati. Imam 4 sedeže, ponavadi frej, se uležem in spim po 12 ur. Dobro, sem zato, ker je normalen airline, ne? Ja. Se jaz na normalnih airlinih tudi načeloma ok. Ne bi vzel Ryanair ali pa neki dodol, ker pač že hrana, no, pač ne drugega. Ok, fair point. Ok, zdaj pa greja na kamere. Ja. Se mora pogovarjati. Idemo šla pa tako na stroj naprej.
oprema, pa to vse klasično. Ampak ti si tudi človek, ki je dejansko imel 2 red telefona. Ja. Ampak enega še imam. Do Sem ga enkrat prožgal. do tega mogoče se bomo o tem telefonu pogovarjali. Ampak red kamere, ti si posodil, se pravi, svojega reda, če prav razumem, od mater Meduze. Ja, ta je res. Spot, ja. Ker je bila kukla, klej, sem rekel, to mogoče najlepši video spot Slovenije. Kar se meni tiče, ker res je. Ja. Ne vem, ali pa saj meni, bom rekel, bom ta kvalifikator, čeprav gremo kar pošalne izjave, so najboljše vedno. Ampak odkje je red? Ker ti razloži spet ta, veš, kaj se mi zdi, to je že spet ena od unih stvari, pa snemajo na fotoaparate, pa nekaj, ne. Ker tako, kot jaz razumem red, pa me pol popravno, da naš ta špil me vsake čez, ampak tako, red je res pripeljal to res digitalno pač snemanje filmov v resnici za normalen denar. To niso poceni stvari, ja. Ampak za normalen, za denar, kar prej nisi tudi približno zraven prišel do take opreme, ali ne? Definitivno so naredili nek preskok. Oni so šli od tega, da prej so pač rental house imeli pač te kamere, ta drage, so oni prišli od tega, da v bistvu ima pač snemalec svojo kamero. Si lahko prvoš, ker to je pač nek mal boljši avto. In zdaj pa, če si avto lahko vsak slovensko dobrega prvoš, pač si lahko tudi to pač. Ampak spet tle je tako, kakšno reče, imaš kamero za to pa to denarja. Moj avto, ki je polno, mislim, že ki ima sam reda noter, je pač avto ful manj vreden, kot ta red. Pač, tako krat 10 razlika skoraj. Ampak pri njih je fora, to sem še malo researchal, pač največja poanta pri njih je pa še ta modularnost, ne? Ja, ali ne, jaz to čisto ne štekam, a druge pa niso tako narejene, kot redi. Ne, ker mislim, tudi le zdaj ful specifično je, pač zakaj ti uporabljaš. Zdaj, če so ti neki veliki seti, pa to, ker imaš ti pač ful več tudi opreme, pa to, mislim, ti stative dolje, ne, in kaj imaš ti lahko težjo kamero, ki imaš vse gor, vse priključke možne, vse ono tretje gor dol. Pač uporabljaš tisto, kar uporabljaš. Ja, ampak ker imaš pač nekoga tudi, da ti bo nosil, pa to. Tle, oni so pa naredili to modularnost, da v bistvu pač sam senzor pa procesor sta majhna kocka in pol kakšen mount boš dal ti gor, kakšen monitor boš dal ti gor. Ja, pa tako, kjer je baterija. Ja, vse dobesedna kamera je tako kocka. Pač. Ja, tako kot legice zgleda, še luknje ima, kar je meni ful fascinantno. Oni so šli v to pač modularnost, vsak kar pač prenese dobro stvar, to, da si pač narediš komplet, kaj ga ti rabiš za tisti moment. Po drugi strani je pa pač, več, ko imaš ti nekih konektorjev, več ga lahko narobe. Pač tako. Mislim, neki skap drži, to vse skupaj. Okay. In sej dela vse, ampak so še pač proti Ari Alexi, ki je recimo pač ta nek standard za filme pa za reklame, pa to so pač glede na ta, koliko pač dobro vedno dela, so malo zadnji pač. So vedno bližji, ampak kle se ta razlika nekako naredi tako. No. Ja, ok, dejavno je, gremo reči full proof klepa včasih. Ja. Okay. Sploh v začetnih verzijah je bilo tako, sploh v Red One, ta prva, ki je bila težka pač res ti zelo zaobit, cegu velik, tam je bilo skozi, je bilo tako, da imel pač ene stare Windowse gor, pač, skozi neki crkval, pač, skozi si imel neke eroje. Kar slabo, ne, v tem poslu. Mislim, ne vem, če obstaja hujša obsodba, v resnici. Ja, mislim, da je Red Epic prišel, bolj ta prvi, ta manjši, ki so ga imeli na Lord of the Ringsu, ta prvi, so jih imeli nekih 50 in tudi sploh nekaj tem behind the scenes tako, pač, da so razpadali vmes pač, in so jih pač na koncu jih ostali 20 od tega. Oni so imeli čist prototipe variante. In je pač, kolikor so jih oni uporabljali, so jih res rabili toliko, ok, se so delali 3D pa neke te fore, ampak so jih res rabili toliko, da pač so sploh zdržali. Če je splošno. Pa pač te senzori so ogromni in pa je dobri, ne? Ja. Pač senzor je pač, oni so prvi šli na 4K, zdaj že 8K, zdaj 8K, VistaVision, ki je full velik senzor, večji format pa to. In oni so pač, in takrat so si govorili, ne 4K, to ne bo. To še nedolg nazaj je bil folk, ne 4K ne bo, zdaj ima pa že iPhone 4K. Pač tako, mislim, pač porivali so, oni, in že zdaj, pač oni 8K vsi pravijo, ne rabiš tega, pa se že, Gone Girl je bila snemana, mislim, na 6K mislim, da, in so pol pač malo pokropali, da so handheld vse, ampak pol stabilizirali v postu, da je nek drug feeling, pa to so pač
se da ful to uporabljati. Se to, ne, pa to je treba. Jaz sem se mi zdi, da ko si prišel do Full HD-ja, ne, ta pač do 1080, ne, to kar večinoma vsi gledamo. Mislim, še zdaj delivery večinoma. Je 1080, ne. Se mi zdi, tako, kle si pridobival res na resoluciji, ne, pač ko res je bila ločljivo zmeraj boljša. 1080 je res boljša, 720, čeprav tudi to vsak ne vidi, podvisno od TV-ja, pol pa so vse en. Ampak tako, se mi zdi, da do 1080 je še tako nekako se rekel, zdaj pa boljša, ne. Pa pri tem 4K, ne, pa res pač to pol bolj, kolikor jaz razumem, bolj pride kdorkoli snema, ki lahko pač odrežeš ven, oziroma pravokotnik, ki ga hočeš. Ne? Ja, pač več informacij imaš, tudi imaš več informacij v barvah, vsem od tega, pač lahko se več igraš pa to. Je pa tako, pač ko bo enkrat vsak monitor, pa vsakmu doma 4K, bo to pač čist nekaj drugega. Ne? Zdaj pa tudi iPhone, pa to niso spet take ločljivosti, da bi to videl, plus da recimo na YouTubeu noben sploh ne preklop iz avtomatike dol, koliko mu resolucija predvaja, pa verjetno veliki večini še 720 predvaja. Ja, pa men, pa se noben ti ne resajza na full screen, pač. Ja, točno to je. Ne, meni je ful dober paradoks to, ne, da pač gre 4K, 8K, a več ali manj vsi že vse gledajo na tablicah, pa na telefonih, ki je v resnici vse en, ki je 720 vrh glave. Tako, pa, ne, pa to v resnici ni res, ne, ampak v bistvu pa res. V bistvu je pač čist dost. Ne, se točno to. Pač, imam to kamero pa vse, ampak pač na koncu večino stvari oddajamo pač HD. Pač HD vam pa najuriš, ne, se to je. Ampak okej, ampak zakaj, a veš, zdaj nočem kar skoči na telefon, ki je čisto vse, ampak tako, oni so pač kaj ful prijazni, kar se tiče ker tebi so dali en telefon za ston. No? Ja. Pač to ne glihne. Zajebali so. Pač. Okay. Ampak to se ti pravi, meni ta telefon tako ne zanima, ampak to, ker sem tega MKBHD-a, on tudi vse red. Ne. Je pač ti, kaj eno kamero kupaš, pa hočeš novo kupiti, lahko nazaj pošleš, pa nekaj mod dobiš, a imajo ta sistem. Ja, to imajo, ali pa samo senzora zamenjaš, pa ti vse ostane, pač razen senzorja. To imajo oni pač upgrade, imajo full opcij, imaš tudi na kjero pol kamero, ki imajo zdaj, imaš že full kamer različnih modelov, lahko pač doplačaš ne polno ceno, ampak pač samo nek delež in pač ti dajo novo in uno vzamejo v zakup. Ja. To se mi zdi, ker ponavadi malo manj dobiš, kot če bi jo zdaj ti prodal nekomu, ampak se ne obadaš s tem, da bi jo prodal. Kar je največ vredno. Ja, mislim, po eni strani točno to je. Pač, sploh pa, ker pač teh kamer zdaj full folk v Sloveniji ne kupuje, se moraš obadati z nekom iz Evrope in pol, kako bo zdaj to predala, pa denar, pa gum, pa tretje. Tako da to imajo zelo dobro poštimano, ker pač nimaš tega feelinga, da boš za časom ustal. Če dobro delaš, če pač nek narno dobivaš od kamere, zdaj rentaš ali pač, ker pač ti z njo snemaš, pa več zaračunavaš, pač imaš to možnost, da boš pač manj doplačal, kot je zdaj nova kamera, da boš pač. Pa še zmeraj so, mislim, kaj bi pa ti rekel tako od začetka, a veš, kdaj, s kero si začel v bistvu? Red Epic MX. To je bila 5K kamera. To je bila ta, ki so, mislim, da Hobita na njo delali. Okay. Ampak se pravi, kaj pa... Ne. Ja, ta. Ampak kaj je pol recimo do zdaj, ne? Kaj je šlo pol še naprej? Ne? Ok, 5K, 8K, fair point, ne? Ampak kaj se pol še zgodi pri tej opremi? Veš, na sami kameri? Tako, kamera ali pa karkoli gor priključaš. Veš, kaj je napredek tukaj? Pri kameri so pač nov senzor, ki je boljši, boljš barve, pač shranjuje dobro, mislim, prepoznava, pa manj šuma imaš v temah, pa, tako, pač, pa večji dinamični razpon imaš. To so šli pač pa več frameov na sekundo imaš, pa to je v bistvu ta glavni napredek. Zdaj malo po svobodi, malo zamenja, zato da so dali nov procesor noter, da to vse shendla. Zdaj imaš recimo že ena je, ki imaš pač dvojni ISO, pač čist pač noter ima ne vem, koliko ima točno, mislim, ali 2 procesorja, en, če hočeš full v temi delati, en, če delaš normalno in vmes lahko preklaplaš. In tako, pač, da je full boljša v temi. Imaš kar dve nastavitve, imaš lahko konstantno. Ja, mislim, samo pritisneš, pa ti preklop. Ja, neka ta fora je. Zdaj ne vem točno, kako to deluje, ker pač me niti ne zanima, ker nimam cajta za to se s tem ukvarjati. Mislim, da ima 102 procesorja, nekaj tako. To je. Kaj pa gor preklopaš, je pa tako, recimo mikrofon je še zmeraj ful stara tehnologija po eni strani, pa te zadeve, pa leče tudi. Gor daješ lahko, mislim, več ali manj vse leče? Ja, imaš full mount, imaš od Leica M-mounta do PL mount, ki je pač ta nek filmski kao, pač, Canon, Nikon. Ni važno. Ne, ni, skoraj ni. To jih skoraj ne zanima. Enkrat v redu. V bistvu. Ja. Gleda to, kakor vem, da imajo pač svoje SSD-je, ki so full dragi. Mislim, to je pa res, da pač res ne poznam nobenega, ki bo SSD crknil, pa mi recimo full hodimo okoli po terenu, pa po puščavah, pa nekje. Ja, res, dejansko. Dejansko je pač tako, pač
Ker sem videl te cene, zdaj ne vem, sem šel gledati. Ja, 500, če ta nek 512, oziroma zdaj oni imajo 480, mislim, da je tako Jurija 300, Jurija 700. Ja, to je bolanost. Ja. To ni, neš kaj, ki SSD-om res pada cena. Ja. Vse vem, da niso vsi isti. Ja, to meni vse jasno. Ampak tako, zdaj res dobiš tako, tega pol tera, zdaj dobiš že tako, ne vem, po mojem že kot 100 evrov, 150, veš, klepa tako čuka, tako se rekel, čuka 300. Ne. Ja. Je pa fora, da so neki Kitajci, mislim, ali Indijci probali narediti diske za njih in so crkvali na polno, niso mogli zapisovati. Tako da imajo očitno neki, da lahko te spide. Da lahko to hitro, tako količino. Ker pač le so raw file, pač full veliki. Da... Kam pa ti to daješ? Jaz na srečo ne delam montaže in tega. Da... Ti pa sam zdaj predaš. Ja, jaz sam predam, dobesedno. Okay. Ampak ja, imamo pač diske, neke te 5 jurjev za ne vem koliko, ne velik tera, pač rajde pa te scene. Okay. Ti si un model, Ampak je tako, da pač v bistvu na koncu hraniš sam ta glavni del, ki si ga pač eksportu, mislim, kar si dal klientu, ostalo se pa pol več briše sproti. Tako, tudi za stranke delaš, valjda nekaj cajta še. Ja, nekaj časa imaš, ampak nimaš pa neki, ko potrdijo, nimaš. To je to. Ja, tega mi nasnamemo. Mi že tako, recimo, ko smo na terenu, ki mi posnamemo in po zvečer takoj rafkat. Tiskar nekaj, recimo jaz delam full teh ekstremnih športov, delamo ta moja ekipca in je tam, čakaš, pač kamera laufa 4 minute prej, nekdo sploh mim pride, ker pač ne veš, da bo on mim parletu, pač karkoli počne. Ja, valjda štekam, tako da je akcija, takoj pride, ne, pač včasih ga čakaš, da izovinka pri avto, ali pa ne vem, wingsuit flyer, ne veš sploh, da bo dol pršel. Ja, okay. Pa zanj ste, kaj z dronom? Kaj je tiskaj mi kazal? Z dronom vlekel wake skater, ja. To je zdaj. V Tolminu, kje ste bili? Ne, v Buhinu. V Buhinu, ok. Smo delali, ja. To je bil nek test, ki je po ratu pač klip, ker je tako dobro. Ja, se je res. No, zdaj, ker sem omenil drona, ti koliko znaš dejansko? Ne, drona, ne. To sem slišal, to sem spraševal, a on res zna. Po tizmu, ki sem mu video videl. Jaz vse, kar sem videl zdaj, kar se drona tiče, je tako joco in niče je stvar. Pa ne, da se norca dela, ampak tisni. Ne, jaz sem imel takrat prvega fantoma. Aha, ok, DJI. Sem imel prvega fantomčka, sem imel, ker ni imel še nič gimbla pa to, ker je bil pač, da sem gumice dubo, je bila cela znanost, sem GoPro dol vesel, pa vse se je tresel. Unga sem kar velikat krešno, pa je kar preživel. Pa sem pa vmes malo pustil drone, ker so vsi navalili na drone in sem bil pol tako, pač ne da se mi s tem ukvarjati. Imamo toliko drugih ljudi. Zdaj sem si pa spet ga kupil enega, tako da malo bolj zase, ampak je backup, če pač ta velik dol pade. Kaj pa Mavic? Mavic Pro, je dvojko. Tako da zdaj ga imamo že skoraj vsak v naši ekipi ga ima. Ja, v bistvu, pa ne, že spet, to je tako, Mavic je, ta Pro je okoli Jurija je. Ja, nekaj čez Jurija je. Ampak to že spet ni tak gnar, zato kar dobiš. Ja, se to pač. Pa tako skozi zdaj to zahtevajo vsi, pač moraš imeti drone shot noter, skoraj v klipu, skoraj zidem. Se je ta inflacija se je že zgodila, pač to je dejstvo. Ja, pa nekako pač, mislim, estetika je prišla tudi ljudem, se mi zdi tako. Ja, definitivno. Samoumevno je že skoraj, no? Tako kot je bil včasih, ne vem, crane shot. Je zdaj to. Slider je bil recimo sploh tak. Pač to je bilo, vmes je bilo eno obdobje, ko so vsi sam slideri delali, zdaj ne vem, če sploh še doma slider doma. Pa res je tudi, da ga lahko z dronom narediš. Ja, tudi recimo, pač, ali pa nek gimbal, ali pa z roke pa pol stabiliziraš skoraj. Pač vse za kakšne stvari so še zmeraj, jaz imam rad to, da greš pač res na slider, ker je še zmeraj nek svoj shot, pa sploh zdaj se ga sploh ne uporablja, pa je bolj malo drugače. Ampak to je zdaj pač rata že. Estetika se dviga, definitivno. Kakšne drone si pa, si kakšne te piloteru, ki niso, ki jih ljudje ne kupujejo? Ne. Mene ne. Itak imajo večino, tudi kar doma folk naredi, ima DJI noter vse, te pač komponente. Čeprav to njihov software, jaz sem sam z unim njihovim gimblom, sem ga probal sam s telefonom spart, to je uč stakneš. Mislim, da ti si bil res za nad software, tako res je bil. Ne vem, a pa drovnih je kaj boljš, vala da je, ker če ne bi non-stop dol. Razumem to, kar letijo, to razumem, da štima. Sam te povezave s telefoni pa s kompi, a to ti tako ni nič.
Ne, nisem imel nobenega problema. Res, okay. Edin kar je, da skozi neke update hoče in pač ti si tako, zdaj moram pa nekaj posneti in daš parklopiš in pa update in noče leteče, ne daš update. Ja, to mislim, da je tako zdaj že v modernem življenju. Ja, to je že telefon pač, ja, hočeš klicati, pa ne, zdaj bomo pa najprej update naredili, ko traja 2 ure. Ja, točno to je. Okay, fair point. Ampak kva si pa prej, si rekel, ne, pač te ekstremne športnike, pardon. A kaj vse snimaš? Mislim, to... Pač kar nam daje, pač delamo za Red Bull, največ tega, pač tako je na glavnih strank, pa bolj teh zanimivi projekti so pač to, vse od motocross, wingsuit, wakeboard, drift avtomobili, parkour, ta freerun ali kaj to, mislim, že full stvari, pač. A te wingsuit modele? Ponovadi je to tako, da pač večinoma se sami posnamejo, pač. Ampak greš recimo v helikopter z njimi ali pa skjerkoli skočijo, pa pač tam posnamaš, pa pač na tleh pa malo gor loviš, pa kaj pristanejo pa to. Pa itak je vedno treba, pač neko zgodba je v zadnji, pa je treba še tis posnet. Pa malo bi ravla. Ja, pač tako. Sam ti si je bolano, ne? Ne. Ni ok. Ne, jaz ful nočem, jaz bi ti prepovedal. To je drugače, pač jaz sem delal z avstrijsko produkcijo, en dokumentarc in je bilo pač enega wingsuiterja smo spremljali 2 let in pač je sam rekel, da to je najbolj osamljen šport, ker ti pač vsi prijatelji umrejo in je tako pač res crazy in tudi kje se je on dol metal. Kje je dokumentarc? Attention Life in Extreme. Okay. Neka avstrijsko-nemška avstrijska produkcija, pa je šlo pa to nekje v Nemčiji, pa v Švici. Zelo dober dokumentarc, ki se pač poglablja v psiho ekstremnih športnikov, zakaj to počnejo pa to. In smo spremljali 3 športnike, wingsuit flyerje z Norveške, tega biciklista, ki je Ram furu, mislim, da fura Ram, ki je takrat z Robičem, mislim, da ga je Robič vedno premagal, jaz sem bil pa malo kasneje. Gerhard Gulovic, fitnesser, ki je šel na bajk, ki je bilo tako kar crazy. Ampak tam so pretegnili. Se ti tudi ni normalno. Ne, ti si je brez veze. Jaz sem videl ene parovni posnetkov od Brajkoviča, ki ti si brez veze. To ni ok. Oni tam, takrat so, mislim, da 8 dni rabili čez Ameriko, ko sem jaz bil tam. In to na koncu, on ne ve, kje je. Ja. Mislim, to sem videl tiska, si kar mal poje. Ta je kar lutu, kar dosti kolesa pa je lutu, pač ta avstrijsko, pa še to ima neki, ki jim vrat, dosti se zgodi na koncu, da jim vratne mišice ne delajo več, ker so skozi ima vrat pač pod napetostjo in so jim z duct tapom zalimali glavo nazaj, da je pač gledal lahko cesto. Mislim, tako pač nore stvari vidiš. Pa noben tega v Ameriki ne spremlja. Pač noben ne ve, da to obstaja. Vse mi tudi ne, če ne bo Brajkoviča, bi kdo vedel. Ja, to se ve v Sloveniji, zaradi pač teh, ki so bili, ki je zmagal, Robič ali kjer je zmagal. Ja, možno. Robič, ja, mislim, da je. Pa Baloh je bil, bil Baloh. Mislim, Robiča bolj spal, Baloh. Ne vem, te imena, malo zmešam tudi kolesarje. Ampak ja, Robič, pol imaš Avstrijce, ki so pač zaradi tega Gerharda, pa Švicari. To so pač te, ki dobesedno vejo. Powerhouse nacije. Ja, ne, pač tako. Ja, ekstremna dirka čez Ameriko. Ok, fair point. Tako, pač tam pa res, razen na štartu, pa tako 1-2 postojanke vmes, ki so pač neki te redneki, ki jim je to ful dogaja enkrat na let, pač noben ne ve, pač, da to obstaja, tako res zanimivo. No, pač. To pa še, takrat smo spali za ta dokumentarc, smo pa še na dah potaplača Guillaume Neri, tako je naredil tudi verjetno ful folka videl, ki se potopi v luknjo na Bahamih, ta v Blue Hole, ki skoč dol, pa zdaj je naredil neki skiti, pa vmes je neki pod vodo, ki kar drifta, pa laufa pod vodo, pa tako ful model drugače. Ampak ja, nori, to se potaplja tam na dah, vmes itak skup pade na pol, pač pa sam. Ja, čeprav to mi je najbližje, od vsega tega Ram je res katastrofa. Wingsuit, ti si jaz impresivno zgleda za popis. Mislim, res zgleda noro, ker fiska, res moraš razumeti, kako to sploh funkcionira, ker zgleda, da mogo dol pas, pač ko zgleda. Ampak ti res ni ok. Mislim, tako ful je zanimiv, ker v bistvu je dosti safe šport, ker oni pač, kad dol letijo, lahko ful potegne nazaj gor v luft, pač, ker ima toliko hitrosti. Ja, valjda. Pač se reče, da ima flare pa to, ampak pač, ker grejo ful ekstremno, pa proximity flying ob stenah. Pa uno čez lukno. Ja. Pač snemali smo pač tega Norvežana, pa pač vmes je bil pa še njegov kolega v Švici, ko smo bili Avstralc, ki je pač 2 tedna pred premiero pač v eno steno se zabal in pač umrl, nažalost. In to tako, na premieri pa, jaz sem na premieri prvič videl film,
In tam, ko govori pač ta naš Norvežan o smrti, vedno ni ukaže. Tako pa ni bilo tako zmontirano, to je bilo že prej zmontirano. Tako, res je bilo tako malo. Ampak pač dobesedno pač najbolj osamljen šport. Pač, nažalost, mislim. Slabo. Ampak so pa vsi ful pozitivci. Recimo, ful zanimiva zgodba, recimo s tem Norvežanom, Halvorjem, ki smo mi delali. On je delal v eno takrat, ki je razstrelil, ki je šel pol Breivik ali kaj. Ki je najprej razstrelil v en office in on je šel takrat skakati, pač dobesedno se skoraj ubiti, pač skakati je šel in njegova pisarna je pač razfukala. Wow, če bi bil on tam not, bi lahko tam umrl. Pač na delovnem mestu, ali pa pač skače, pa full riskira. In zdaj rajkle procente zdi. Tako pač crazy je, ta neka karma, če se razmišljati o tem, je kar crazy. Jezus. Okay. Pa dej povej pol, kva si še kaj snemo. Čistko, pa nekaj, kaj lahko ljudje vidijo. Zato, ti si še spet eno teh ljudi, ki ful posod neki zraven, ne? Pa imaš pa tako na Vimeo tudi, ne vem, en video, pa na YouTubeu en video. Iz leta 2008. Pač tako, ne res, pa zdaj imamo ta dokumentarc, kaj še, ajde. Ti lahko nek cherry pick narediš svoj, veš. Mislim, nič v bistvu ne snimam tako, da bi jaz bil glavni snemalec, mi smo vedno ekipa. Tam, ka si zraven, to mislim, yes. Red Bull, Wake Crane recimo je ful zanimiv projekt, ko smo ga delali v Puli. Pol je ta Wake Drone, ko smo ga tudi delali, zdaj to je ta dron, ki vleče Wakerja. Ti se res danes gleda. Pol paraglider je v Kapadoki, če napišeš v YouTube Red Bull Kapadokija paraglider, ti najde recimo. Pol smo delali, Wakanja ful delamo veliko, no, zato ker je pač ta naš glavni producent je ful Waker bil včasih in v to pač ful dogaja. V Čilu smo bili lani tudi Wake delali, ker čez slapove skakal, Seven Tapas, Waker. Ja, tako 8 metrov, mislil je, da je pač 2 metra, pa prišel tja, je tako 8, pač gremo probat in prvega je celo preskočil in landil, ta drugega ga je pa razvukal v kanjonu, tako pač take zadeve, tako pač, tako pa prav moram pomisliti, pa je tok. Pa se ta del čiš tekamo, mi je tako, veš, ful me je fascinantno, prej si rekel to, kar sem se tudi z Orankerjem pogovarjal, ne, se tudi v Sloveniji ful enih velikih stvari snema, ne. On ko si igral v teh, ga srečam, tam skozi, v avtu ponovati neki fura, pa to. Ne, se to, ampak je ful zanimiv, ker on je rekel, ne, da v Sloveniji pač dosti te stvari lahko so cnej, ki je tok raznoliko, pa na tok mehnem radiju. Prvo imamo pač itak, pač malo že cene delovna sila, kot v neki Nemčiji ali pa Avstriji, že pač same dnevnice, verjeten. Pol je tudi to, recimo, v Avstriji vem, da se dela 10 ur na dan, tle se dela 12 ur, je pač dnevnica. Ne. Štekam. Že klepr dobiš noter v 2-3 dneh par ur, ker so pomembne, ker se itak vedno dela. Lokacije so hude, tudi tako dovoljenja, pa so verjetno cenejša, kot v Avstriji, pa to, kar imam jaz izkušnje, pač. Petrologija pa to. Pa pač nekaj je treba res podariti, kle je kru res na nivoju, pač. Avstrijci to vsi pravi. Avstrijci ne znajo tako dobro delati, zaradi izkušenj, ker toliko delamo, toliko ufurali. In je res, mislim. Pa ni vas malo v resnici, ne? Ne, to jih mislim, kar velik del pač Slovencev živijo od teh reklam, pač skoli drugače. Pač, za tujce, mislim, za tuje produkcije. No. Še sem bil skoraj od Dirka Novickega stand-in. Lepa. Skoraj bi bil v tem svetu. Vidim malo podobno. Prosto, res. Čak, da mi viš basket igra. Slabo, najslabša šala danes. Pa en res brezvezeno vprašanje. Najbolj znan človek, ki si imel karkoli tako, da si bil na produkciji zraven. Tako najbolj znan človek. Pa to je res tak name drop, nek se mi zdi tako lame, da je brezvezeno. Ampak tako, kaj bi recimo, jaz bi rekel David Coulthard. Ko sem delal za GoPro par let, takrat je GoPro vam prišel. Jaz sem McLaren fan, tako da spoštujem. Smo pač, itak je bil GoPro takrat ful sodeloval z Red Bullom, ampak takrat sem bil čist GoPro, nisem bil nič imel z Red Bullom. In smo v Kopenhagnu se je furil po ulicah s formulo za promocijo in sem mu pač na limu tako po mojene 20 GoPro na formulo in na glavo in pozod, tako ni bil najbolj vesel, ampak je bil full sport. Je bil vse, pa sem rekel, mahil kamero, pa to, pa je bil. Tudi pol na afterparty je bil tako zelo dostopen. Recimo njega bi tako, pač, kaj ga vsi poznajo. Pač, več. To je res. Lepa. Pa se greja sam tega telefona, pa greja pa na tvoja strojna oprema, pa to.
Ampak ta red telefon, jaz sem ti si ga zelo prijazno posodil, da so z Jocotom ga imeli stvari, ta prvega. Jaz ga še sploh videl nisem, ker me ni bilo. Ker pa ni bilo, to je res. Ampak tako, ti si kupil ta boljšo verzijo, malo več spomina. Točno to, ampak zato, ker je toliko zamuja, so ti enega unga, ta osnovnega, spet v narekovajih pač kar poslali. Ker se nekaj je bilo, pač ta titanium je ful težko nekaj kao obdelovati, to je pač uradna zgodba, ki jo oni prodajajo. In pač, ker so se počutili malo guilty, so pač dali aluminijskega zaston, dokler ne prije titanium in pol obdržiš aluminijskega. Ker v bistvu si dobil ful boljši del, kot oni, ki so kupili samo aluminijskega. Sam pač to se ni vedel en let, pač, da bo to pač... In to je pač odreda telefon, kot jaz razumem, nima toliko veze z red firmo, kot razunim, ki je red naredil, ta Oakley človek. Je pač samo dal očitno, da je to deli, da nas pustiš na mero. Ne, oni so že prej iz reda dosti ven, ker se mu ni in pol je pač... Zdaj pa telefon naredil. Ta telefon je res za nič. To je res za nič telefon. Kaj je meni zanimivo? Čisto... Govorijo pa Red Hydrogen One. Meni je zelo zanimivo, ker pač večina folka pošilja message, je na Instagramu in kliče, ampak rabijo pa telefon, ki mora vse narediti. Zdaj malo hitreje naloada aplikacijo. Kot telefon je še zmeraj čist, pač dela vse normalno. Čeprav ima kao 3D zaslon, ki je čisti gimmick in za nič. Mislim... Zaslon je brez veze. Je zanimiv prvih 15 minut. Tako, pač je tako nekaj novega in to so oni šli pač... Jaz mislim, da je tle ful podobna zgodba pri tem, ko so oni 4K, 8K poriva, da oni probajo nekaj novega in pač biti prvi in pač... Ampak kaj je problem? Problem je, ker 4K pa tisti si dejansko pač nekaj novega. DS ne od Nintendo. Mislim, da je neka tehnologija zadnji malo drugačna od DS-a in mislim, da oni to bolj hočejo zdaj. Tam je ljudi glava bolela, razumeš? To se zdaj čist strinjam. To je meni noro. Jaz razumem ta vzgib, da moraš nekaj še dati v telefon, ampak meni je bil večji catch, mi je bil tisk, ki se še zdaj ni zgodil, kot vem, da si lahko... In so jih zdaj neki ful, da ne bo pa, da bo to red prevzel, pa neke te module gor dajo. Modul, da boš pa lahko dal proper senzor na telefon gor, to se mi zdi pa oni so itak so takrat, ko vam prišel ful malo informacije bilo, pa pač neke glavne so le pa to, da bo kao modularen spet, kot pač kamere, pa da boš lahko to uporabljal kot monitor za red kamero, pač. Da bo to pač nekaj tako na to foro in to so čisto pustili, recimo zdaj vmes. Ampak recimo, oni so ful dobri, pri njih pač ne rabiš sploh reči zakaj, ampak vrneš telefon, dobiš denar nazaj. Pač ni sploh nobene. Tako pač ne komplicirajo, nič pač. In tudi jaz sem takrat pač zato šel to, ker pač bilo kao, bom neki zared, pa pri njih je vedno full fine, če si med prvimi kupci, sploh, recimo zato sem tudi Titanium vzel, ker si pol točno to se je zgodil, pač da sem dobil enega zaston. Ker pač full bolj gledajo na to, da če si neka stalna stranka, pač full... Ta nek loyal. Mislim, telefona ne uporabljam iPhone. Tako da aluminijskega sem že prodal v Avstrijo nekomu, tako da jaz sem že v bistvu skoraj na nuli. Ta Titanium je zdaj pač tako moje $200 imam še v njemu, pač vrednosti, ki ga moram prodati, da sem na nuli. Tako da sem kar zadovoljen. Če bi ga prodal, ampak zdaj se malo odločam, ker zdaj sem ga končno pač zubil, se malo odločam, a bi ga imel, kam mogoče karkoli bojo ven dal. Če kjerkoli modul dela. Ali pa če bojo pa rekli, če imaš Titanium, ga pošel nazaj, boš dobil nekaj dvojko, recimo. Razumem. Zato imam zdaj tako razmišljam, ga sploh prodal, plus da cena mu je ful padla. Ker tudi oni so ga začeli v Ameriki, pač aluminijaste so začeli prodajati, mislim, da AT&T ali kdo je imel, da če kupaš enega, dobiš ta drugega pocnej, ker ni šlo. Zaloge pucaš, tako je, to je kar slabo. Kjero kamero imaš pa zdaj, pa sem to grem napisal, kaj imaš zdaj, Red kaj? Red Epic Dragon. Dragon. To je drug senzor. Pač MX je bil en senzor, Dragon je drug senzor. Zdaj pa nek Monster. Ja, zdaj imaš Gemini, Monster, pa še ful ima čudna imena. Zdaj so čisto zakomplicirani. Ker nekaj je bilo kao Epic, ne bil kao Body, Dragon senzor, tako Epic MX. Pa so pa to vmes neki zakvačkali, zdaj so šli spet neki, da imajo zdaj, da imaš malo več logike. Več logike, pa že jaz več ne vem. Mislim, če ne kupujem nove kamere, se neki ful ne poglabljam v to. Malo spremljam, ampak takrat, ker rabim, pač... A pa še to, no? A pa ti si toliko kupil te pač odreda opreme, ker tudi posojaš kamero, ne? Da lahko imaš vse...
mislim vse. Veš, Ne. Tudi zdaleč ne. Daleč, ne, Okay, ne. okay. Pač jaz sem si naredil paket, ki meni ful odgovarja, Okay. pa še ene par stvari, ki vem, da če kdo renta, bi rabil. Kaj pa je to, recimo? Mislim, tako, pusti tvoj paket, ampak tako, kva si pokril za rentanje? Pač te mounte različne, pač Canon pa PL, ta bolj filmski, ki ga pač bolj večje produkcije uporabljajo za te neke boljše lense, dražje lense. Z vlog baterije, ki imam njihove redove baterije, ki so manjše, pa so bolj kompaktne bile takrat, ko sem jaz to kupoval, pa so mi bolj odgovarjale, ker mi vedno vse v ruzakih nosimo, pa v hribe, pa gor pa dol. Pa viewfinder, ki ga recimo jaz ne uporabljam, pa take zadeve, tako pač. Neke te, ki pač veš, da folk bo rabil. Okay, pa da se malo ločeš od unih drugih, ki imajo kamero sam za sebe, pa ki pol... Štekam, Da lahko rečeš, imam tudi to. Pač vzam moj paket, variant. Kjer telefon, računalnik in podobno? Ajde. iPhone XS. 10S, ampak v redu. Lej, telefon imam. Telefon imaš. Okay, kaj pa komp? Ne bomo govorili, kaj star. Nek 2.13, 2.14 MacBook. Pa to je v redu. 13-inčen. Te novi niso tako dobri. Jaz ker ne montiram, jaz rabim maile, pa nekaj tako, da lahko Photoshop odprem, pa Premiere, če ga rabim. A 15-inčen, 13-inčen? Zato, ker potujem veliko in sem je bil 15, kaj preveč. Je boljši. Kaj pa iPad, ki še ga ne? Ne. Pač meni iPad ima aplikacije, pač jaz rabim pa pač software, mislim, ala Photoshop. Ni še to tam. Ne. Mogoče zdaj že je, ker nisem zdaj že nekaj časa gledal. Malo boljše, ampak ne zares. Pa tipkovanca, pač maile, ki pišeš, pač. Odprem računalnik. Pa veš, kje si. To štekam. Kindle kašen? Ne. V redu. Pa zdaj programi 5, ki jih dejansko uporabljaš na telefonu. Ajde. Na telefonu? Ja. A lahko pogledam. Vsak lahko pogleda. Instagram, itak. Okay, Facebook chat, Viber, Sunseeker. Kaj, že spet ljudje s Sunseekerjem? Ja, to pač snemalci. Sej vem. Kje je sonce, kdaj bo zašel, koliko imam še cajta. To meni je tako dobro. Še enega, v bistvu, sem še enega, ajde. Pogledam, kjer je tak. Ful dober app, ki ni s mojim poklicom, mislim, je delno povezan, ampak App in the Air. App in the Air. Ok, ki počne kaj? Ki ti treka, kdaj boš letel, kaj si letel, koliko kilometrov si že naredil v zadnjem letu. Kaj moraš unesti? Zdaj ti recimo najdete že kar po Gmailu, recimo, ti najde vse tvoje lete, ki si bil, lahko to ročno vnašaš, daš noter, slikaš boarding card, pa ti ga noter rukne in pol te tudi opozarja tako, tvoj let gre čez 15 minut, ima 5 minut zamude, na un gate moš iti. Čisti in zaston, imaš neko pro verzijo, ki imaš pol več, ampak je tako, meni je predvsem to zemljevid, kje sem bil, koliko kilometrov sem naredil, pa to. No, da je povej pa, ajde. To bo zdaj neka bolana cifra. Recimo letos, ok. 2019 sem bil 96 ur v avionu že. To je bolano. 71 kilometrov. Šte da kolena bolijo. Koliko ur? 96 ur. To je pa veliko. Recimo, odkar ta app, kar mi je zaznal, ni mi pač ful, ampak recimo da vidim za lečake. Ten 2014 je prve začel, kar mi je najdel po Gmailu, ko ostalo se je verjetno zbrisal, 508 ur v avionu, 355,000 kilometrov. Mislim, da so kilometri, ok, da ure so bolj podatek. Pa imaš tako, veš, vse ti pokaže, kjer airline si furu, kjer avion si bil. Zelo dober app, če veliko potuješ. Pa zdaj 737 Max. A380. To je dvonadstropen. Ja, vem, ki ga bo nehal delati, se mi zdi. Ne gre. Ja, ne, pač to, kar so jih prodali, to je to po moje. Zaenkrat, pač Emirati, pa te vsi ta veliki jih imajo za to dolge lete. Jumbo je Jumbo, očitno še vedno pač. Mislim, veš, teh dolgih letov tudi ni spet toka, ne? Mislim, to je tudi res, Je fulje več nekih krajših letov, 17-18 ur. Pravi, 737 Max, ki je zdaj, žur. Naslednjič, ko to videl, da mi piše, bom nekaj odpovedal let. V glavnem, zdaj pa še zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ki je stvar, tako da ne mora biti tvoja babi, ki je bila narejena zate, nekaj, kar lahko še imaš, lahko nimaš več, kaj bi to bilo? Ki je bila narejena zame. Ja, tako, da ti nekaj pomeni, razumeš? Ful nisem ta nek, da bi zbiral doma stvari, pa tako da jih hitro pozabim, moram priznati. Ja, ampak? Blank imam, pred nočmi. Jaz živim za te tišine, povej. Ja, da mal brundu.
Slušalke za avion, noise cancelling. Kjere? To je vprašanje. A zdaj boš Bose rekel? Imel sem Bose. Čak, zdaj pa zanimivo. Zdaj sem šel pa na te Sonje. Te nove. Ja. Samo zaradi ene stvari. Okay. Gestures. Ja. Pač res je tako, za glasnost pa to je top. In to, kdorkoli ima kakšen daljši let, ali pa če ima več krajših, to je investicija, ki se splača. Ja, pižamci jih je kupil na moj predlog in se mi zahvaljuje že teden. Jaz pač sploh v tej naši ekipi, ki veliko potujemo, jaz sem jih kupil in so bili tako, to denarja se zdaj ne je. So 350. Jaz imam to še davek nazaj dobim, ker je to stroške, ampak so tako nor. Vsakmu, ki jih dam na glavo, proba na avionu, so tako, in si kupijo tako na naslednjem, ko se ostavimo, ko imamo kakšen layover, gre takoj na duty free in kupiti. Varianta, res. Vem, bolane so. Jaz sem jih in dvojko in trojko sem zdaj že imel gorme. In je kičaste. Pa še USB-C. Je super, ker je USB, to je zdaj full big deal. Full big deal. To res ni za banke. Jaz, ko sem kupoval, malo se bojim, da bojo kakšne nove Bozove prišle hmal, ker so te 35 že kar stare. Naredili so kao dvojko, ki ima samo en gumb za Google. Pa že spet mikro USB, kar je kar anoj. In to se malo bojim, ker pač, kadaš helikopterske Bozove gor, veš, od kje prihaja tehnologija, ker si v helikopterju, ker pač še bolj duši, ker tam res robota. Ja, ti si res katastrofa. Ja, in si tam tako, imajo še full lufta, pač. Še ne dajo. Ok, lepa. Ne. In to se, da ljudje, ki poslušate, valjda je vse v zapiskih, ampak... Ene stvari me nisi vprašal, ker si vse neke te snemalce sprašal, kakor sem malo tako poslušal. No, daj povej. Koliko je zvok pomemben? Zaradi tega, ker sem že tokrat imel... Ne, kaj sem fora, ker malo mi je žalosten, ker bi mogli biti to samoumevno. A veš, tam po drugem, ker si tako, a si Ožbolt ali koga vprašal, koliko je zvok pomemben pri videu. Pa sem jaz takoj, če pogledaš slovenske videospote, zvok ni pomemben. A veš, kako se ta vzameš ta zvok, kvaliteta zvoka, ali kaj slišiš sploh? Čeprav, imam še eno vprašanje, pa lahko zdaj pa na koncu, obstaja pa en video na YouTubeu, o tebi. Ki je epski. Je. To je ta moj impro kolegi. Mislim, da Gorga je dal Igor Brčič, če se ne motim. Zdaj ne bova preveč povedala o tem videu. Ne. Mislim, je tako, če me ne poznaš, je mogoče tako, pač, je smešen na momente. Če me pa vsi, ki me pa poznajo, pa si ga pojejo, si dajo to za kakličam jih, da tam pač tisti refren prihaja ven. Je kar popularen, tudi med tujci. Ker so angleški inserti. Na zadnje, ki sem gledal, to sem v bistvu donšel še enkrat pogledal, mislim, da ima okoli 750 ogledov. Kar je za nek rojstnodnevno darilo. Je kar velik. Verjetno tudi moja mama ga je 51 zdaj vrtela. Ima pa en komentar in to je pižama. A res? Tako da dejansko en komentar, 3 leta star komentar je od pižame tam. Zdaj še enkrat, to je samo teaser. Jaz upam, da ljudje, ki so poslušali ta pogovor, da bo zdaj šli najdeti, je na YouTubeu. Jaz ga ne morem dol, da to je problem. Ker je Brčič akant. Moram priznati, da sem kar ponosen, pa ker oči so se mi urosile, ker sem ga. Bil sem na Novi Zelandiji takrat tudi in so me presenetili, da so se sploh spomnili, pa da so vnaprej se pripravili. Da ni bilo Facebook je rekel, rojsten dan, nekaj moramo narediti. Plus, da sem bil na Novi Zelandiji kar en dan prej, oziroma danes prej, bi imeli full man cajt. Ker je to proper produkcija. V bistvu tam je pa zvok veliko boljši, kot video. Zato, ker so vsi okoli tona. Več ali manj. Nobene znate montirati prej. Preveč dobro. V glavnem, pejte ga pogledati, res. Pozabil sem moment. Kaj? Moja največja karijera je bila, da sem delal z Jocotom. Jocota ne omenjamo. Uroš, najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo. To je to. Lahko noč. Ali pa lahko lep dan. Odvisen kdaj. To je pa on demand, veš. Nikoli se ne ve. Jaz mislim, da te pogovore jaz bi tako to zvečer poslušal. Veš, meni pa en pravijo, da raj zjutraj, ko se vozi, na busu pa to. Jaz nisem ta jutra. Nova Zelandija. Tole je bila 184. epizoda Aparatusa. Uroša najdete na Instagramu pod urosz, tako kot jaz, anzet, tako sem pa jaz večerno posod, tako da me lahko tam težite. Še enkrat hvala Davidu za podpri.si, kjer lahko tale podcast podprete. Hvala vsem, ki ste to že naredili, če bi pa radi, pa tako sem rekel, podpri.si, brez vas se tega res ne bi več šel. Na koncu spomnim pa še na aparatus.si, pošiljnica pismo, moj newsletter, za katerega sem obljubil, da ne bom spamal, potem pa že pri drugem pismu nekaj zajebal in poslal en osnutek van. Tako da full sorry vsem, ki ste to dobili.
upam, shodno reči obljubim, upam, da bo zdaj boljš. Tako da to je to. Hvala, da ste poslušali. Do naslednjič, nasvidenje, adijo. Skoraj sem rekel, reviderče, zdaj sem, ampak neštek. Okay. Ajde, čau.